osnovna teza, verjetno, je Abelova, je, da vstop ruskih sil na ukrajinsko ozemlje vendar ni bil neizvan. In Abelov seže kar precej daleč nazaj v preteklost, nekako osredotočenje na zadnja 3 desetletja, ampak pravi pa tudi recimo, da ni nobenega dvoma, da je na rusko dojemanje zunanjih groženj močno vplivala zgodovina te države. Poleg nemških invazij v prvi in drugi svetovni vojni je Rusijo še 100 let pred tem napadel Napoleon, ki je s svojo vojsko prišel vse do Moskve. Ne vem, kaj pravimo to? A je to pretirano? A se je res mogoče v pojasnjevanju in utemeljevanju občutka ogroženosti danes sklicevati na Napoleona? Kje je tista ločnica, ko zgodovinski spomin zbledi, ko ni več legitimen razlog za utemeljevanje dejanj tukaj in zdaj? Ne vem, so recimo obljube in zagotovila, ki jih je Zahod dal Rusiji leta 1990, so danes še vedno zavezujoče? Osnovna značilnost predstavljanja vojne v Ukrajini v osrednjih medijih je dekontekstualizacija. Vojna se vzame iz konteksta, proglasi se za neizvano agresijo in tako naprej. Skratka, te obrazce dobro poznamo, ker smo z njimi bombardirani, ker je za vojno to ustrezen izraz, ker smo z njimi bombardirani vsak dan. Del konteksta je vedno zgodovinski, oziroma na nek način je ves kontekst zgodovinski. Neposredno je ta vojna začela leta 2014 kot državljanska vojna in državnemu udaru leta 2014, državnemu udaru, ki so ga pomagale izvesti tudi načrtovati tuje obveščevalne službe. Temu državnemu udaru je sledil 8 let spopadov, predvsem pa 8 let nenehnega bombardiranja civilnega prebivalstva v Donbasu, se pravi v vzhodni Ukrajini. To je najbolj neposredna zgodovina te vojne. Ko sprašuješ, ali je obljuba oziroma dogovor med zahodnimi državniki in takratnimi ruskimi voditelji iz leta, da se NATO ne bo širil proti vzhodu, relevantno za razumevanje vojne vsekakor. To je eden ključnih dejavnikov. In neupoštevanje oziroma to, da se Zahod pod vodstvom Združenih držav ni držal teh obljub, da jih je prelomil, neposredno vodil v izziv spopadov, kjer smo priča danes. O tem podrobno govori, o teh provokacijah podrobno govori ta knjižica. Lahko bi šli tudi nazaj, mogoče, če vemo, da Napoleona, kar je skupno imenovali z teh velikih invazij, napoleonovske, druge svetovne vojne, deloma tudi prve, ampak predvsem druge svetovne vojne, je, da so to bile združene evropske armade. To ni bila nikoli samo Francija, ampak samo Nemčija ali Hitler, ampak to so bile armade Združene Evrope, ki so napadale Rusijo. Isti problem imamo danes, ko se Evropa postavlja proti svojim osnovnim interesom v izvajalko ameriške zunanje politike. Če gremo zgodovino, bi šlo vsekakor nazaj vsaj do Versajske konference. Versajska konferenca je bila mirovna konferenca, eden od dosežkov mirovne konference, oziroma nekaj, kar so izvedli že med konferenco samo, je bil vojaški napad na Sovjetsko zvezo.
intervencija v Sovjetski zvezi in od leta 1917 do danes v bistvu Rusija dobrega pol stoletja kot vodilni del Sovjetske zveze, zdaj pa pač kot Ruska federacija je pod nenehnim pritiskom in pogosto tudi pod vojaškim udarom Zahoda. Drugo vprašanje, mogoče o tem govorili, ko bomo govorili o propagandi, vprašanje rusofobije, ki to sega zelo daleč nazaj, bo potem lahko potem. Po mojem mnenju, če lahko povem, mislim, da je ena malo bolj šibkih strani te knjige, da ni dovolj zgodovinskega ozadja, ker se mi zdi, da je to ozadje, če se vse prouči do rusko zgodovino, obramba Rusija, čeprav je zdaj dojemamo kot neko ekspanzivno silo, se v bistvu celo zgodovino v bistvu zadnjo borila proti tujim zavojevalcem od prve svetovne vojne naprej. No, ameriški ekonomist Sachs je ocenil, da gre za drugo krimsko vojno. Zakaj? Zato, ker v prvi krimski vojni leta 1850 in še nekaj se je Rusija soočala s tem, šlo je za to, da je Otomanski imperij, Turški imperij začel razpadati, Rusija je hotela dobiti dostop do Carigrada, do Sredozemskega morja, postati velesila in s tem začela ogrožati tudi imperialne interese Velike Britanije, predvsem njeno pot do Indije in seveda tudi Perzijo, ki so jo potem leta 1907 do Rusiji in Angleži razdelili na interesne sfere. Skratka, šlo je za to, da so takrat Britanci in Francozi poskušali oslabiti moč Rusije in takrat se je v bistvu začela ta ofenziva in to merjenje sil na tem področju. Ravno takrat je, zato ni naključno, da je angleški geograf Mackinder, to je bil profesor na London School of Economics, leta 1907 lansiral svojo teorijo o centralnem ozemlju v Aziji, tisti, ki nadzoruje, enostavno povedano, centralni otok, tisti nadzoruje svet in to teorijo je potem v svoji knjigi Velika šahovnica povzel tudi verjetno najbolj vplivnih ameriških geostrategov, poleg Kissingerja v Ameriki, Zbigniew Brzezinski, ki je ocenil, da tisti, ki bo nadzoroval Ukrajino, bo nadzoroval celoten del Azije in da Rusija, da Sovjetska zveza brez Ukrajine bo prenehala obstajati kot velika sila in je napovedal v bistvu dolgoročno ameriško vojaško intervencijo na tem področju. To je bil Brzezinski, katerega teorije so še danes, mislim, zelo aktualne, predvsem v tej skupini neokonov, oziroma neokonzervativcev v Združenih državah Amerike, pa tudi liberalnih imperialistov, kot jih imenuje profesor Mersheimer, ki vodijo današnjo zunanjo politiko. To pomeni, na eni strani imate republikansko desnico, ki je absolutno imperialistično nastrojena in na drugi strani imate na demokratski stranki isto situacijo. No in prišlo je do tega, da je prišlo do jasnega zapleta v Ukrajini. Zakaj? Zato, ker so Združene države Amerike prekršile vse sporazume, ki so jih sprejele po koncu hladne vojne, predvsem z dogovor z ruskim oziroma sovjetskim zadnjim voditeljem Gorbačovom, da se ne bodo razširile niti en korak proti vzhodu. To danes na zahodu, predvsem v Ameriki, tudi osporavajo, če želijo nobenega resnega dogovora, ampak National Security Archives iz Washingtona, to je vse na internetu, je objavil vse te dokumente, iz katerih je povsem jasno, to so zapisniki, memorandumi, srečanj ameriških voditeljev z sovjetskimi ali pa zasedanj NATO pakta in tako naprej. Z tega je jasno razvidno, da so seveda na zahodu temu obljubili
Gorbačov, da se ne bodo širili po združitvi. Nemčije nedavno je objavljen tudi en angleški dokument, ki tudi govori točno o tem, kaj so obljubili. To pomeni, da oni so absolutno obljubili, da se ne bodo širili, dejstvo pa je, da to ni bil nek sporazum, ki bi imel kakršnokoli pravno veljavo. A to se sedaj na Zahodu izgovarja. To pomeni, da prišlo je do širjanja NATO. Prvi, ki je pristopil to črto, je bil predsednik Clinton, ki je zaradi notranje političnih razlogov, on je uveljavil tako imenovano tretjo pot. Če se spomnite, Blair, Clinton in temu se je pridružil tudi Lukšič s socialnimi demokrati v Sloveniji za nekaj časa. Oni so, ta Clinton je seveda v Ameriku za ameriške razmere začel neko srednjo pot, da je vključil tudi Wall Streeta v svojo administracijo oziroma dal možnost kapitalu, da je začel neposredno vplivati na ameriško zunanjo politiko. Ena od posledic je bila, da se je Clinton zavzel tudi za širjenje NATO, da je pa kršil te dogovore, zato ker je bil podlegel pritisku vojaško-industrijskega kompleksa, ki mu je rekel, če se bo NATO začel širiti na to področje, bomo kovali velike dobičke, ker se bodo te države morale rešiti starega ruskega orožja in bodo kupovali naše orožje. Problem za Ameriko je pa to, da približno tretjino svojega bruto proizvoda proizvede vojaška industrija. To pomeni, Američani nujno rabijo krize, nujno rabijo proizvajati orožje, če hočejo dobeležiti normalni razvoj. To pomeni, Clinton je iz teh razlogov začel širiti in ta stvar se je nadaljevala. Tako da je od severa do juga imamo danes problem, da so se vse bivše socialistične države pridružile NATO. Zdaj, to ni bil nek proces, ki bi ga Američani pogojevali, to pomeni, bi prisilili države. Te države, ki so bile na vzhodu, recimo Poljska, Romunija, nekaj, teži večji, ko je bil pritisk pa dogmatizem njihovega bivšega socialističnega sistema, večne na želje ljudi, da se pridružijo. To pomeni, to je bil nek normalni proces, ampak NATO na začetku se je predstavljal kot obrambna sila, potem se je pa to začelo spreminjati, s tem, ko so v Ameriki začeli dobivati vse večjo moč, tako imenovani neokonzervativci, in prelomna točka je bila leta 1991, ko je pranečak ameriškega predsednika Wilsona, ki je prišel v zgodovino kot oče samoodločbe narodov, to je bil pomočnik sekretarja za obrambo Paul Wolfowitz, nastopil z teorijo, ki je potem objavljala, da bodo Združene države Amerike ukali zadrle katerokoli državo ali pa katerikoli poskus tudi koalicije držav, da bi prevzela vodilno ameriško vlogo v svetu. To je bil dokument, ki v bistvu, to je tako imenovani Wolfowicev memorandum, ki še danes velja in ki je v bistvu ideološka podlaga za širjenje NATO. In ta NATO se je širil in ko se je prišel ko se je širil proti centru Rusije, je prihajalo do reakcij Rusev, že bivši sovjetski voditelji so proti temu nastopili, vsi sedanji voditelji in tudi Putin je postavil več rdečih črt, ki jih Zahod absolutno ni upošteval. Ampak rdeča črta je pa bila absolutno, je pa bila Ukrajina. Ukrajina zaradi zgodovinskih, vseh mogočih gospodarskih, geopolitičnih razlogov je bila pa rdeča črta, ampak tega Zahod absolutno ni upošteval. Prišlo je celo do tega, da so, še to bi rekel, da leta 2000, ko je Putin prišel na oblast, je sprožil tajno pobudo v dogovoru z predsednikom takratne japonske vlade, da bi se tudi Rusija pridružila NATO.
Potekali so celo pogajanja, nekaj časa tajna pogajanja, kot so prebral v enih znanstvenih člankih, ki so zdaj išli v Bruslu na NATO paktu, da bi za pogojih, kako bi in kakšni status naj bi Rusija dobila v NATO in koliko časa naj bi ta proces trajal. Vendar se je to zaustavilo, ker je absolutno Clinton ocenil, da je nemogoče, da če bi Rusija postala v kakršnikoli obliki članica NATO, bi to pomenilo konec ameriškega unilateralizma, hegemonizma in tako naprej. To pomeni, oni so to ukali so oni to zatrli. No, ampak potem se je pa, ko so prišli pa do Ukrajine, se je pa zgodila še ena stvar. V istem času so Američani začeli graditi dve vojaški oporišči. Eno oporišče na Poljskem, drugo pa v Romuniji, ki že danes deluje. To so oporišče, ki jih operirajo tudi v tej naši knjigi, ki so sicer namenjena teoretično za obrambo pred izstrelki iz Koreje, Severne Koreje in Irana, če bi bili streljeni proti Združenim državam Amerike, kar je seveda samo fikcija, ampak oni so to izkoristili, da so postavili oporišče. Zaradi tega je predsednik George Bush mlajši izstopil tudi iz sporazuma IBM, Anti-Ballistic Missile Treaty, to pomeni zato, da so lahko postavili to postajo, te rakete proti letalske obrambe, so odstopili od tega prvega zelo pomembnega razorožitvenega sporazuma. In problem je pa v tem, da to ni obrambna, samo obrambno orožje, ampak da z določenimi programskimi spremembami, pravijo v 2 urah, če se da ustrezne ključke noti, to reprogramira, postane to ofenzivno orožje, kjer so rakete Tomahawk in vsaka raketa Tomahawk je 10-krat tista bomba, ki je 10-krat toliko močna, kot je bila atomska bomba, ki je raztrešila v Hirošimo, imajo pa 48 takih raket v pomeni. To je absolutno pomembna ofenzivna sila in te rakete letijo tam iz Romunije do Moskve 5 do 7 minut. Skratka, Rusija je imela legitimne interese, da je postavila to vprašanje svoje varnosti, še posebej zato, ker tudi dokumenti Organizacije za varnost in sodelovanje odgovorijo o tem, da varnost ene države ne sme iti na rovaš ali na škodo varnosti druge države. To niso Američani, absolutno niso upoštevali. In potem, ko je prišlo do ameriške agresije na Irak, ki jo ni mimo varnostnega sveta, potem, ko je prišlo do ameriške intervencije v Siriji, ko je prišlo do intervencije, ki je sprožila Amerika v Libiji, do umora Gaddafija, do njihove intervencije v Afganistanu in tako naprej, je v očeh Moskve, jaz mislim, legitimno NATO postal ofenzivna sila. Dejstvo pa je seveda, da tega na Zahodu niso poštevali, nekaj časa so se zahodnjaki branili, Merklova in Holandstva imela nista bila za takšno zaostrovanje, vendar niso imeli Evropejci in še danes niso imeli dovolj sil, da bi se oprli ameriškemu hegemonističnemu pritisku, zato je prišlo do hudega zaostrovanja. In sam še to bi s tem pa končal. Mislim pa, da je nekaj treba poudariti, to, kar je kolega prej rekel, to ni bila neizvana intervencija, to je bila absolutno izvana intervencija. Če greste vi na internet gledati, na vse, tam so poročila, dnevna poročila njihovih svetovalcev. Vse je imel v Ukrajini, če se prav spomnim, 68 ali 70 opazovalcev, predstavnikov različnih držav, to niso bili vzhodnjaki, to so bili Američani iz cele Evrope, iz celega sveta, ki so zelo natančno beležili, kaj se tam dogaja, in predno je prišlo do 24. februarja lansko leto do intervencije, je strahovito naraslo število topovskih napadov in raznih drugih incidentov iz strani, to pomeni
Ukrajinska vojska je bistveno povečala število izstrelkov, ki so jih izstreljevali na Domovci in ta ruska področja, in po ocenah vojaških strokovnjakov je šlo za predpripravo, da bi prišlo do intervencije ukrajinske vojske na ta področja, ki naj bi jih zasedli v podobni operaciji, kot so Hrvati zasedli svoje ozemlje, pa je znala Srbe. Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. Se pravi, občutijo neko zadoščenje ob novici, da je to samo še kup železa na dnu morja. Potem se je pa zgodila objava Seymoura Hersha 8. februarja letos, novinarski veteran, tudi Pulitzejev nagrajenec, ki je objavil besedilo, v katerem prepričljivo dokazuje, da so ZDA odgovorne za uničenje Severnega toka 2 in mediji spet reagirajo tako, kot smo doslej v bistvu že navajeni. Se pravi, posmeh, diskreditacija ali pa v Ameriki pravzaprav tišina. Čeprav, če je to, kar trdi Hrš, res, je uničenje Severnega toka 2 ekoteroristično dejanje, za katerega so odgovorne Združene države Amerike in to verjetno ob pomoči Norveške. Imam priliko, da vam pokažem še, kako se je Benjamin Abelow odzval ne še na Hršovo besedilo, ampak na novico o eksploziji Severnega toka. Tole je objavil v 3-delni predstavitvi TV knjižice oktobra. I would suggest looking at that yourself, and I would say that I look at it this way. I don't know what happened, but if somebody says, if something happens, this will happen, and then that happens, you've got to assume that person is involved. Ja, jaz tudi mislim, da je to legitimna domneva, ampak namesto, da bi se ameriška politika in mediji osredotočili na preiskavo, kako priti temu do dna, so v bistvu z vsemi 4 zagrabili incident, ki se je zgodil en mesec približno po Hrševem besedilu, 14. marca letos, ko sta 2 ruski vojaški letali v sicer mednarodnem prostoru, ampak blizu Krima, sklatili v morje en ameriški dron. In dobesedno sklatili. Ni šlo za sestrelitev, stoširali so ga z gorivom, mu poškodovali propeler in ameriški dron je padel v morje. Zdaj, če sodimo po odzivih ameriških osrednjih medijev na ta incident, je ta incident pravzaprav nas pripeljal bliže možnosti eskalacije, kot pa sestrelitev oziroma eksplozije na Severnem toku 2 pol leta pred tem. Ampak, če damo ti 2 intervenciji na neko tehtnico, jaz mislim, da ne moramo primerjati po resnosti in destruktivnosti. V enem primeru gre za uničenje ameriškega drona, v drugem primeru gre za uničenje pomembne in drage ruske infrastrukture na ozemlju države, ki je zaveznica ZDA, in hkrati za uničenje infrastrukture, ki je v bistvu ohromilo Evropo in jo naredilo energetsko odvisno od Združenih držav Amerike. Zdaj, živo se spomnim ene oddaje na valu 202 lansko leto, par dni po vstopu ruskih sil na ukrajinsko ozemlje, kjer je eden od gostov izjavil, da nevtralna država ob vojni v Ukrajini ne samo, da ni sprejemljiva, ampak da je nemoralna. In da je edino stališče v tej vojni, ki ga je moralno dopustno podpreti, pač ukrajinsko oziroma zahodno stališče. Ne vem, moralna avtoriteta, ki ne spoštuje lastnih zavez, lastnih obljub in hkrati aplicira dvojna merila. A smo res lahko mi zavezniki nekoga, ki na tak način skuša krojiti svet? Mogoče začel pri
sklapanju tega ameriškega drona. Včeraj je viden uradnik v Pentagonu izjavil, da so po izstrelitvi tega drona, ki so se ameriške vojaške oblasti odločile, da bodo spremenile letalsko progo, ki jo proti jugu. Gospod je izjavil, da je na ta račun prizadeto ameriško zbiranje vojaških senzitivnih podatkov. Kratka, sam Pentagon je priznal, da je ta dron vohunil na izjemno senzitivnem področju, na vojaško izjemno senzitivnem področju za Rusko federacijo. Če gremo nadalje teroristični napad na plinovod, Severni tok, ne samo na 2, tudi na Severni tok 1. Mislim, da so bile 4 cevi, ena je ostala nepoškodovana, druga sodiče. Mislim, da je popolnoma, če človek razmišlja logično, če zbere vse podatke, ki so na voljo javnosti, od teh izjav do vojaških vaj v Baltiku, ki so predhodne napade in tako naprej. Mislim, da je težko priti do kakšnega kot drugega zaključka, kot da so to izvedle združene države. Skratka, ta argumentacija in dokazno gradivo, ki ga je objavil Simoš Hrš, je po moje prepričljivo. Ampak kar je, čemer se najmanj govori in kar je po moje v tem dogodku najpomembnejše to, da je NATO napadel lastno članico. Ta plinovod je nemška ekonomska, gospodarska infrastruktura. Ne gre samo za to, o čem je govoril Uroš prej, da je NATO prenehal biti obrambna defensivna organizacija in se spremenil v ofenzivno organizacijo, postaja organizacija, ki vojaško napada in uničuje svoje lastne članice. To v nobenem primeru, po napadu na Severni tok ne more več obveljati argument, da je katerakoli država članica NATO v NATO zaradi svoje lastne varnosti. Jo NATO sam ogroža. To je tako velik in pomemben dogodek, da se je težko doumeti v vseh dimenzijah. Kar je pri posnetkih najbolj zanimivo, je tale posnetek, mislim, to prvo bi rekel, da ta namestnica ameriškega zunanjega ministra je gospa, katero pravi, da dejansko vodi zunanje ministrstvo. To je kreatorka ameriške politike in ta gospa ima očitno neke hude probleme, neko obsesijo z Rusijo in kot njeni neokonski kolegi, ki so zdaj del demokratske stranke, ne več republikanske, so odločeni Rusijo uničiti. To uničenje Rusije, razkosanje Rusije in tako naprej je že dolgo časa sestavni del vsaj določenih elementov v ameriškem zunanjem političnem establishmentu. Skratka, to ni nekaj izmišljenega. No, kar je pri posnetkih, ki se pogajala najbolj zanimivo, je posnetek ameriškega predsednika. In sicer tisto, kar česar na posnetku ne vidimo. To, česar ne vidimo, je nemški kancler. Ta človek je stal zraven, ko je njegov kolega po statusu od predsednika, njemu enak, grozil, da bo uničil nemško ekonomsko infrastrukturo. Ta človek je bil v tem tiho. In še hudi, ko je novinarka potem vprašala, a ste slišali, kaj
Je rekel, bo zdaj rekel, je Šolc rekel, mi delamo vse skupaj. Trikrat. Zdaj, to je slika evropske politike. Predsednik oziroma kancler, izvršni glava, izvršne oblasti, najmočnejše evropske sile pristane na tovrstne grožnje in dejanja domnevne zaveznice. Tako, to je podoba samodestruktivnosti Evrope v tej vojni v Ukrajini. Zdaj, še na koncu to vprašanje dvojnih merilih in tako naprej. V ameriški zunanji politiki je zlasti od Wilsona naprej prevladujoč ton, to, čemu rečejo nek protestantski koncept misije. Amerika ima religiozno misijo, tako rekoč, da posreči svet, da skrbi za poniženje, pa naša svoboda in tako naprej. Ta moment je prisoten vse skozi. In to je nekaj, česar ni mogoče razložiti ne v političnih, ne v realnih političnih kategorijah, niti v moralnih kategorijah. Ker če gledamo v moralnih kategorijah, bi prišli do sklepa, da to ni pravično in upravičeno. Ampak gre za pravičništvo. Gre za to občutek, da ti veš, kaj je treba napačiti. Američani vejo, kaj je treba narediti in da imajo za to božje poslanstvo, da to izpeljajo. In si hkrati zatiskajo oči pred Hkrati pa, ampak to je pa značilnost vseh svetih vojn, da nasprotnika razčlovečiš. In del vojne v Ukrajini je razčlovečenje Rusov, ki so ga izvajali po osamosvojitvi Ukrajine, sistematično določene elementi v Ukrajini in razčlovečenje Rusov, strašanstvo rusofobijo, ki se razpasla po Evropi. To, da ne moramo več, da je prepovedan brat Dostojevskega, pa Čehova, da se ne sme poslušati Čajkovskega, da je dirigent Gurgijev bil poslan domov, da so operni bil. Vse, kar je rusko, je nespremljivo. In to je to neka infekcija, ki se širi iz tovrstnega prepričanja v lastno poslanstvo, v neko nadnaravno poslanstvo. To, kar je z tega sledi, so jasno dvojna merila. Če ti hočeš to poslanstvo izvajati, boš kršil vse človeške zakone in moralne zakone. In kar je problem s tem, je tudi to, da taka država ne more imeti zaveznic. To, da so evropske države zaveznice Združenih držav tej vojni, je iluzija. Amerika je v vodilnem položaju, Evropa je žal za razlogo, kjer je bila razpravljena na dolgo in pristala na to vlogo in s tem pristala na samodestrukcijo. Obstaja samo en center, ki odloča o vsemu, kar se dogaja v drugih socialističnih državah. Temu se je Jugoslavija na srečo z nevrščeno politiko po uporom uprla in odšla z te poti. Ampak zdaj smo pa pričeni, sprevrženi pod absolutno isti logiki. To pomeni, da vse o vsem odloča in to je koncept unilateralnega sveta, to pomeni, o vsem odloča ena sila in to so Združene države Amerike. In to je ta problem. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da smo prišli do tega, da Združene države Amerike v bistvu sedaj branijo svoj imperij. Združene države Amerike so v bistvu imperij, ki ima 750 ali še nekaj več baz po svetu, ki nadzoruje vsa najpomembnejša, naprej so nafto nadzorovali vse, kar se dogaja in ki ima samo vazale.
tudi Evropa. In to, kar se je zdaj zgodilo, a Združene države Amerike, s to eksplozijo nesrečno tega plina, je samo dokaz, oni absolutno ne upoštevajo življenjske interese njihove največje zaveznice. Če so imeli kje Američani doslej zaveznike, so imeli v Evropi. Zdaj, to tudi upravičeno, ker je treba priznati, moramo biti to samo kritični, v Evropi sta bili 2 svetovni vojni, če ne bi Amerika zadnje mesece prve svetovne vojne posredovala, bi se lahko vojna sreča obrnila drugače, bi že takrat imeli neko nemško militaristično teokracijo v Evropi. V drugi svetovni vojni je absolutno odigrala podobno vlogo, je rešila s pomočjo Rusijo, vojaško pomočjo D-Dayu, vse skratka odigrala absolutno odločujočo vlogo in ni naključno, da je Evropa še danes s temi očmi gleda v Združene države Amerike, vendar časi so se absolutno spremenili. Prišlo je do tega, da je moč Združenih držav Amerike, ne smisel, da gre v bistvu zdaj pa za finančno-gospodarski problem, začela popuščati. Ob koncu druge svetovne vojne so Združene države Amerike ustvarjale po različnih podatkih, stani pravijo 40% imela svetovnega bruto proizvoda, eni pravijo 48%, nekaj takega, skratka skoraj polovico. Danes je to padlo na 19%. A ne samo to, prej bila Evropa ni nikjer več tukaj, nastala je Kitajska. Kitajska ima 17% svetovnega bruto proizvoda, samo 2% sta razlike. In Združene države Amerike branijo svoje absolutno hegemonijo. In to je že, Trump je prišel z tezo že prej. Amerika first se je začela že za časa Wilsona pred leta 1917, tam so lancirali. Potem ampak zdaj Amerika first, samo Amerika in nič drugega in oni ne spoštujejo niti več svojih zaveznic. In kje je glavni sovražnik? Glavni sovražnik niti ni več Rusija, ampak je postala zdaj Kitajska. In Amerika je zdaj naredila iz njihovega zornega kota največjo možno katastrofalno strateško napako stoletja, ker je spremenila strategijo, ki sta jo uvedla Nixon in Kissinger, ko sta zabila klin med Rusijo, med Sovjetsko zvezo in Kitajsko, in so bili boljši odnosi med ZDA in Kitajsko, kot med Kitajsko in Rusijo, ker takrat je nekaj časa je celo zgledali, da bodo Rusiji so razmišljali, če bi celo uporabila atomsko orožje v boju proti Kitajcem. In danes jaz sem videl zapisnike pogovorov Nixona z Mao Tse-tungom, je vse odprto, samo en del tam, kjer piše, kaj bi Američani storili, če bi Rusi napadli z atomskim orožjem Kitajsko, tisto je pa prečrtano, tisto še zmeraj vojna tajna, se ne ve, kaj bi bilo. Skratka, zgodilo se je to, da so Združene države Amerike na ta način absolutno obvladovale svet in tudi države v šahtu Sovjetsko zvezo. Zdaj je prišlo pa do povsem druge situacije, še posebej, ko začela relativno opadati ameriška gospodarska in finančna moč. To bo še 10, 20, 30 let, veliko časa bo takšna situacija, takšen prehod. So pa naredili strateško napako, da so združili sedanjo Rusijo in Kitajsko v neko dolgoročno strateško zavezništvo. Če bi gledali logično, bi si poskušali recimo dobiti Rusijo za zaveznico v soočanju s Kitajsko. To pomeni, da je prišlo povsem do spremembe strategije. Danes Američani so se usmerili na Kitajsko in jo bodo poskušali z vsemi silami oslabiti oziroma preprečiti njen nadaljnji razvoj. In če vi gledate, kaj se danes dogaja v Aziji, dogaja se nekaj podobnega, isti scenarij, kot je bil prej, kar zadeva širjenje NATO proti mejam Rusije,
se danes dogaja isti scenarij, da Američani širijo strateška zavezništva proti mejam Kitajske. Imate AUKUS, to pomeni, zdaj so še Avstralijo, ima Veliko Britanijo, ste mi podmornica, ki z vsem tem spravili skupaj. Imate SQUAD, v katerem sodeluje celo Indija, kot Indija ima seveda tiha kitajski zavratnik, imajo seveda velike medsebojne probleme. Imate tajvansko vprašanje, ki ga Američani izkoriščajo za to, da pritiskajo na Kitajsko in potem imate Japonsko, skratka imate celotno to področje obkoljevanja Kitajske in Kitajska ima pa eno strategijo, ona, hočem reči to, da je dodatna dimenzija ukrajinske vojne tudi v tem, da poskušajo blokirati Američani kopno pot med Kitajsko in Evropo, tam je centralna država, je seveda Ukrajina in krak te poti One Belt, One Road, na projekt, en gre preko Rusije, ta drug glavni del naj bi šel pa preko Ukrajine in je to vse skupaj zdaj padlo vodo in eden od namenov tega je preprečiti Kitajski, da bi imela nek neposreden dostop do Evrope, zato ker Kitajska Evropo ne vidi kot sovražno silo, vidi kot tehnološko silo, kot trg in tako naprej poskuša sodelovati, medtem ko pa po tej pomorski poti je pa Amerika za svojo močno mornarico absolutno lahko takoj blokira. To pomeni, da je ta stranski vidik tudi te ameriške globalne strategije. In zato so se zdaj Američani odločili, da bodo šli na vse ali nič in edino zato je Rusija za njih zdaj tako pomembna, če pade Rusija, bo Kitajska imela odprt trebuh. To pomeni, absolutno je Kitajska zainteresirana za to, prvič, da se vojna v Ukrajini neha in drugič, da obstane Rusija v kakršnem koli režimu. Kitajci tukaj so zelo pragmatični, oni sodelujejo z vsemi režimi. Ampak za njih je to vprašanje življenja in smrti. Gre pa za to, kdo bo obvladoval svet. In to, kar so zdaj še Kitajci naredili, in kitajski predsednik je bil v Moskvi, ne samo, da so potrdili dolgoročno strateško zavezništvo, vojaško, politično, gospodarsko, ampak gre tudi za to, da se vzpostavlja novi svetovni gospodarski in finančni sistem. In te besede, ki jih je izrekel Xi Jinping v Moskvi, ko je absolutno Putin sam predal žezlo, sam je se ugotovil, da je to nujno in Rusi se sami strinjajo, da bodo Kitajci prevzeli stvari in da bodo oni poslali mlajši brat. Prišlo je do zgodovinske spremembe in jaz mislim, da ta obisk, ko bodo zgodovinarji ocenjevali, bo prišel v zgodovino kot trenutek, ko je začel ameriški imperij resno pripadati. Ob takih tektonskih premikih ni čudno, da vznikne diskurs grožnje. In tudi Abelov identificira kar nekaj grožnje. Grožnja širjenja NATO kot nekaj, kar se instrumentalizira v Rusiji. Grožnja ruskih imperialističnih teženj kot nekaj, kar mobilizira Zahod. Ena grožnja, ki jo poudarja ruska politika v zvezi z Ukrajino, iz zahodnih medijev je po vstopu ruskih čet na ukrajinsko ozemlje povsem izginila, pa tudi Abelov se je pravzaprav malo izogiba, oziroma je ne imenuje s čisto pravim imenom, je pa neonacizem. In v bistvu me zanima to instrumentalizacija neonacizma ali pa po drugi strani izbris neonacizma kot propagandno orodje. Zdaj, rada bi tole vprašanje še malo razdelala, zaradi tega, ker je to ena fajn priložnost, da upeljem še malo materijala z svojega področja. Rada bi vam pokazala dva kratka inserta iz enega dokumentarca. Ampak bom začela takole.
Do pred nekaj leti so tudi zahodni mediji intenzivno poročali o problemu neonacizma v Ukrajini. Zdaj so ti isti akterji še vedno navzoči v zahodnih medijih, ampak izginuje pa ta pridevnik, neonacistični. Ne bi torej mi verjeli, da so se ti neonacisti reformirali, ker, recimo, Stepan Bandera se zagotovo ni reformiral, ker je že 60 leti podrušil, kamor so ga spravili KGB-jevi agenti. In vendar so mu, recimo v Lvivu, ta slika se je zanimiva, odkritja spomenika Stepanu Banderi 13. oktobra 2007, postavili spomenik in še veliko takih spomenikov, predvsem v zahodnem delu Ukrajine. Slika na desni je pa shoda ob 111. obletnici njegovega rojstnega dneva leta 2020. In na tem shodu vihrajo 3 sorte zastav, povezane s 3 gibanji oziroma enotami oziroma zdaj tudi političnimi strankami v Ukrajini. Tista črno-rdeča je zastava tako imenovanega desnega sektorja, katerega vodja je bil takrat Dmitrij Jaroš, ki je sedaj, glede na njegove navedbe na družbenih omrežjih, svetovalec ukrajinskega obrambnega ministra. Modro-rumene zastave, nekatere so zastave bataljona Azov. Ta tretja, tiste pretežno modre zastave z enim rumenim logotipom na sredi, so pa zastave gibanja oziroma zdaj stranke Svoboda, ki jo je takrat oziroma še vedno vodil Oleg Tjahnibok. Zdaj, ta 3 gibanja so predmet enega dokumentarca, ki ga je naredil ugledni francoski raziskovalni novinar Paul Moreira leta 2016 in se vrti okrog vloge in navzočnosti teh sil okrog dogajanja leta 2014, se pravi okrog puča proti Janukoviču. Naj vam pokažem torej najprej en kratek insert navzočnosti teh simbolov v teh enotah oziroma strankah, ampak predvsem sem jo pokazala zaradi tega, ker ima film zanimivo zgodovino. Narejen je bil leta 2016, ko so v Ukrajini izvedeli za produkcijo tega dokumentarca, so takoj na televizijo Kanal Plus poslali zahtevo o tem, da se ga ne predvaja, ampak Kanal Plus se je odločil, da ga bodo vseeno predvajali, so šli torej v to, na kar je film isto leto dobil še priznanje na velikem festivalu radija in televizije v Berlinu. Bil je tudi nominiran za eno raziskovalno novinarsko dokumentaristično nagrado v Italiji. Potem ga pa je Kanal Plus na zahtevo ukrajinskega veleposlaništva umaknil iz arhiva. In danes je ta film efektivno cenzuriran. Je dostopen na Ramblu, na Vimeo recimo je samo še napovednik za ta film. Fact-checkeri so se seveda vključili v zgodbo in filmu očitali, da potvarja zgodovino, češ da so posnetki kronološko premetani, da nekako sugerirajo, da so en shod je prikazan v filmu in da ta kronologija sugerira, da je bil tist neonacistični shod del majdanskih protestov, pa da v resnici ni bil, pa da film sugerira, da so bili neonacisti, glavni arhitekti tega puča proti Janukoviču, da v resnici, da so pa te skupine samo del te množice, ki je strmoglavila Janukoviča. Zdaj, pustimo vprašanje umetniške svobode ob strani, pa vprašanje moralnih montažnih odločitev. Kar je jasno, je to, da ničelna toleranca do neonacizma očitno ni več opcija. Zdaj v igri ničelna toleranca do
tistih, ki ta problem opažajo. Ničelna toleranca, ki se spremeni v cenzuro. Ima torej Ukrajina problem z neonacizmom in kdo ji ob tem stoji ob strani ali bo stal ob strani ali sploh nihče. In konec koncev, a je ruska percepcija te grožnje upravičena in a bi morali biti strah tudi nas? Odgovor na določeno vprašanje je ja, zelo bi nas morali biti strah. Na vprašanje ni samo ima Ukrajina problem z nacizmom. Vprašanje je to širše, imamo mi problem z nacizmom, oziroma ima problem z nacizmom Evropa, oziroma Zahod. Kar se tiče Ukrajine, je nedvomno, da obstaja močna, dobro organizirana, če tudi ni nujno številčno, ne vem kako množična populacija, ki se razume in daje vedeti domači in tudi javnosti, da je vezana na izročilo medvojnega ukrajinskega nacizma in kolaboracionizma z Hitlerjevo Nemčijo. Bandera in njegovi so zagrešili zločine, nad katerimi so se zgražali celo nacisti. Nad Rusi, nad Judi in nad Poljaki. Zgodovinski del te zgodbe je dokumentiran. Nobenega dvoma ni, da gre tle za nacistične grupacije. Nobenega dvoma ni tudi to, da gre v Ukrajini za neonacistične grupacije, kakor se te grupacije sklicujejo in navezujejo na to medvojno in še povojno tradicijo. Ne gre samo za zastave in tako naprej, mislim te ikonografije nacistične je, kakor hočete. In obveščevalnih službah. Hkrati so imeli ves čas oborožene milice in niso bile nikdar zadržane, niso bile nikdar pomislekov, ko je bilo treba nasilje uporabiti proti političnim nasprotnikom. Ne gre samo za tist zelo slikovit zločin, ko so v Ukrajini zažgali sindikalni dom in v njej okoli 50 ljudi, gre tudi za nasilje proti politikom, proti novinarjem, proti političnim strankam. Skratka, to je nekaj, kar se dogaja ves čas. Argument, da ne more biti, to ne more biti nacisti, ker je Zelenski Jud, je iztrte zvit. Mislim, vprašanje, lahko ima antisemitizem ni nujna sestavina fašizma pa nacizma. Lahko imamo Jude, ki so nacistične zgodovine, imamo primerov, ko so si že želeli biti nacisti v Nemčiji v 30 letih, pa niso mogli. In tudi sodelovanje določenih judovskih organizacij z ja. To ni argument, ki bi lahko diskvalificiral razpravo o obstoju neonacizma v Ukrajini, kar se pogosto dogaja v medijih. Skratka, judovski predsednik Ukrajine v Ukrajini ni nacizma. Vprašanje, ki je širše, je spet zgodovinsko vprašanje. Ne? In tle je treba, mora zgodovinski spomin seči druge svetovne vojne, kar sem že storil, ko sem omenil zgodovinske korenine teh ukrajinskih okupacij danes. Drug del zgodovine, na katerega moramo pozorni, je odnos Zahoda, zlasti Združenih držav, do nacizma. Združene države Amerike so po drugi svetovni vojni kot vodilna okupacijska sila v Nemčiji zaustavile denacifikacijo in ohranile kontinuiteto nemškega
nacističnega, ekonomskega in administrativnega sistema. Skratka, z legitimacijo antikomunizmu in naprej. Drug vidik ameriške politike je bil to, da so začele sodelovati in integrirali vlastne obveščevalne službe, nacistične obveščevalne mreže, zlasti gledano na mrežo, ki je delovala v vzhodni Evropi, in te mreže uporabljajo za mobilizacijo nacističnih elementov v Ukrajini za subverzijo Sovjetske zveze. Približno 10 let po koncu druge svetovne vojne je to še trajalo. To je zaradi političnih kalkulacij zmagovitih zahodnih sil po drugi svetovni vojni z nacizmom ni prišlo do končnega obračuna po drugi svetovni vojni v Evropi. Drug moment se pojavi z zgodovinskim revizionizmom pred koncu hladne vojne, ko se začne nacizem relativizirati in opozarjati na to, da je bil, gre na argumente, ki ne bom šel to, skušajo relativizirati nacizem in fašizem, s tem opozarjajo na zlo komunizma, proti naj bi bil nacizem obrambna reakcija. To je prvi korak, ko se dogaja v 70-80 letih, to pride v javnost. Potem pa Evropska unija naredi korak naprej, ne samo k relativizaciji fašizma, ampak že k delni rehabilitaciji fašizma, ko uvede uradno evropsko zgodovino kot zgodovino, ki nasprotuje totalitarizmu, fašizmu in komunizmu. Dekomunizacija, v imenu tega totalitarizma se v Evropi zgodi dekomunizacija, kot temu pravijo, hkrati pa potiha rehabilitacija nacistične zgodovine. Del tega je, nažalost, celo personalen, če gledamo osebnosti, če so to osebnosti, ki vodijo evropsko politiko danes, jih je kar nekaj, ki so druga generacija nekdanjih nacističnih veljakov. Da se na to, kot recimo nemška zunanja ministrica, celo s ponosom sklicuje, da stojijo na ramenih svojih prednikov, ki so se borili proti teče mladi na odri. Skratka, v Evropi se dogaja rehabilitacija fašizma, ki je akutna v nekaterih baltskih državah, kjer se to dogaja odprto, brez protestov, kogarkoli raznomusov. V generalni skupščini tista ruska resolucija proti širjenju neonacizma, ki je v Rusiji ustrajno postavljena na dnevni red vsako leto, nikoli ne dobi podpore zahodnih držav. Na začetku so bile proti njej samo Ukrajina in Združene države, zdaj tudi države Evropske unije, vključno za Slovenijo, nasprotujejo oziroma ne podpirajo in nasprotujejo tej resoluciji. Ampak kar je najbolj problematično, je to, kar je po moje temeljna strukturna značilnost fašizma ali nacizma. In to je eliminacija države, zakonov in pravic in vzpostavljanje neposrednega obvladovanja prebivalstva prek korporacij. Velika ekonomska moč pride v položaj, ko neposredno kontrolira populacijo. To se dogaja že dolgo časa, bolj ali manj benigno, ampak vedno bolj maligno, ker ekonomska moč ker se velika ekonomska moč vedno uspešno izogiba zakonskim in drugim omejitvam. In vrhunec tega je v Ukrajini, kjer je v bistvu Zelenski izročil svojo državo korporaciji BlackRock. Vsa ta vojna za neodvisnost Ukrajine, za svobodo se izteka v to, da bo Ukrajina postala plen, neposredna last največje svetovne korporacije. Lahko še sporočimo, da je posnetek te izjave Zelenskega na YouTube kanalu ukrajinskega predsednika. Lahko, jaz bi sam en kratek
medklic. Mislim, da na tem področju tudi Rusi niso posebno nedolžni. Tudi oni imajo Wagner, tudi tam se izražajo neke, neko fašistične tendence. Tako da tukaj so tudi Rusi, čeprav je problem tam malo drugačen, ampak tudi to in drugič, po drugi svetovni vojni niso samo Američani postili te naciste, so tudi Rusi rekrutirajo bivše SS-ovce pa generale vzhodno nemško vojsko po Stasi. Torej, tudi te nimajo čistih računov. Ampak kar pa zadeva bataljon Azov, ki je primer tega gibanja skrajno nacionalističnega, če ni neonacistično gibanje, pa treba povedati, da on časti tradicije 12. SS grenadirske prostovoljske divizije, ki je bila sestavljena iz samih Ukrajincev in ki je neslavno končala 1945. Leta, konec maja v Sloveniji. Poslali smo jo Nemci februarja iz Ukrajine gor, da bi na naše področje vojsko, tam Primorska, da bi branila dostop, umik nemških sil iz Italije. Potem so je pa, ko je šlo vse po zlu, je šla pa na Koroško in je tam napadil bataljon Bračičev bataljon in je neslavno končala ta divizija v vasi Galicija. Divizija Galicija je končala v vasi Galicija. Predtem je počela strašne zločine, povedal bom samo enega, v ogenj so vrgli 16 let starega partizanskega gledanja. Tako da smo tudi mi na svoji koži občutili, kaj pomeni ta fašizem, ki se je tam pojavil v Ukrajini. Braniš Ruse, si putinista nekaj takega, kar se pojavlja. Eno je, a je to agresija, ni agresija. Vsi se strinjamo, da je to napad ene države na druge, po mednarodnem pravu je to sve agresija. Pride to. Rusi, če bi prišlo do nekih mednarodnih sodišč, bodo ustrajali na tem, da to ni, ampak da je to odgovor, da je to samo obrambno. Po 51. členu Ustanovne listine Združenih narodov ima država, ki je napadena pravico do kolektivne samoobrambe. In Rusi trdijo, da se je prav to zgodilo. In sicer zakaj? Zato, ker kot sem že prej rekel, so se število incidentov pa napadov pred rusko intervencijo v Donbasu se je povečevalo. Putin je kljub temu, da je 8 let nasprotoval zahtevam Dume, da bi priznal Donbas neodvisnost, je potem 2 dni pred intervencijo priznal neodvisnost in ta vlada Donbasa neodvisna je en dan pred intervencijo zaprosila formalno za rusko vojaško pomoč. In ko so Rusi noter šli, so šli formalno po členu 51 ustanovne listine o samoobrambi. To pomeni, mi pravimo absolutno, da je to agresija, napad absolutno in Ukrajinci imajo pravico, da se branijo, ampak po drugi strani pa v mednarodnem pravu se bojo pa to križalo. In celja mednarodno pravo je pa to tako. Na mednarodno pravo se sklicuje v glavnem samo žrtve, medtem ko velike države pa ne kršijo, pa ne spoštujejo mednarodnega prava, zato niti Amerika, niti Rusija, niti Kitajska, velike sile niso članice mednarodnega sodišča za vojne zločine in tako naprej. No, skratka, po našem prepričanju gre za agresijo, ampak vendar Rusi, če pride do kakšnih pravnih zadev, bodo pa to poskušali dokazati, da je to samo obramba, kjer je šlo za napad na rusko manjšino v Ukrajini. Sam to se hotel povedati. V Minsku vemo zdaj, kar ste govorila nemška kanclerka, bivši francoski predsednik, pa še napad se je pojavil besedi. Pač Zahod s tem ni resno mislil. Ampak je pač pravijo se skušati pridobiti čas za oborožitev in urjenje ukrajinske vojske in za pripravljanje teh strašnih obrambnih sistemov v Donbasu, ki jih zdaj Rusi
Rusi počas drobijo. Je pa treba to gledati spet v en malo daljši zgodovinski perspektivi, ker tato so se Rusi dolga leta prizadevali za diplomatsko rešitev. Nazaj gremo vsaj do tistega Putinovega govora na varnostni konferenci v Münchnu 2007. In potem bilo še kup takih do decembra leta 2021. To so še vedno pošiljali diplomatske pobude in iniciative, da bi se stvari šlo. No, vse te diplomatske pobude so bile ignorirane ali zavrnjene. Kljub temu, da se Rusi na koncu reče, če se ne moramo zmeniti diplomatsko, bomo uporabili vojaško-tehnične sredstva. Takrat smo se vsi sprašvali, kaj bi to lahko. Tudi zdaj, v zadnjem letu je bil že nekajkrat mirovni sporazum na mizi. Tudi to. Po vojni očitno je to del komentatorjev, zlasti vojaških komentatorjev na Zahodu, tistih, ki gledajo na situacijo realistično in kritično, pozabljajo, da je bil glavni namen ruske vojske na začetku tak vtis na ukrajinsko stran, da so pripravljeni pogajati. Skratka, niso šli v uničevanje civilne infrastrukture, v napade na velika mesta in tako naprej. In so dejansko pripravili Ukrajince do pogajanj. In konec marca je bil bolj ali manj sklenjen mirovni sporazum v Istanbulu. V istem času je očitno delal na mirovni pobudi tudi takratni izraelski premier. Ja. Skratka, te pobude so bile, Rusi so jih podpirali in Rusi so takrat, konec marca, bili pripravljeni podpisati mirovni sporazum, po katerem je obdržali Luganski, Donbas in Krim, vse drugo bi ostalo v Ukrajini, namakniti vojsko in so protesto do dobre volje, vero teh pogajanj, namaknili vojsko izpred Kijeva. Ti sporazumi diplomatski so bili blokirani sa strani Združenih držav Velike Britanije. Zadnji primer v tej zgodbi je kitajski predlog, mirovni predlog. Američani so ga zavrnili še preden je bil objavljen. In zdaj je dva dni po tistem, ko so ga preventivno zavrnili, ga je zdaj še enkrat zavrnil zunanji minister. Včeraj, danes, skratka, premijer ne pride upoštev. Vsi odločitve bodo šli do konca. Zdaj, tukaj ima Ukrajina slabšo stran, ampak problem je tudi v tem, da se ne spoštuje več dogovor. Zahod ni spoštoval Minski 2, so absolutno so vedeli, da podpisujejo nekaj, kar ne bodo uresničili, kar je absolutno nemogoče in Rusi in ne bodo verjeli. Zato bodo Rusi poskušali enkrat za vse urediti situacijo, kot njim odgovarja. Ampak treba je biti pa pošten povedati, da tudi Rusi ne spoštujejo vseh sporazumov. In oni so leta 1994 podpisali tako imenovani Budimpeštanski memorandum, s katerim se je Ukrajina odpovedala posedovanje jedrskega orožja. In v tem sporazumu so oni decidirano se izrekli zopet, da garancije, da ne bodo napadli Ukrajine in da bodo spoštovali njeno ozemljsko celovitost. Garant tega sporazuma so bila Velika Britanija in Združene države Amerike. In Rusi so absolutno tudi ta sporazum so prekršili. To pomeni, da eni in drugi nažalost to kršijo in dokaj danes gleda bo odločitev padla na bojišču in eni se bo mogel sprijazniti. Vsaj v tem trenutku kompromis ni možen. Edina formula, ki je kitajska formula. Kitajska formula, če pogledate vseh 12 točk, samo na dve imajo, in to Američani, velike pripombe. Druga točka, ki nasprotuje nadaljevanju
duha hladne vojne, kar v prenesenem smislu pomeni, da nasprotujejo Kitajci blokovski delitvi, kar pomeni, da zahtevajo, da priporočajo in se zauzemajo za neutralni status Ukrajine, kar je ena od glavnih zahtev Rusije. In 10. točka je sporna, to so pa vprašanje sankcij, ker Kitajci nasprotujejo sankcijam, razen tistih, ki jih razglasi varnostni svet. To sta dve točki. In jaz mislim, da danes ni druge variante, kot sprejeti ta kitajski načrt, čeprav v Washingtonu absolutno so proti in ta vojna se bo nadaljevala in treba je pa nekaj vedeti, da v spopadu z jedrsko velesilo ena normalna država kot Ukrajina ne more zmagati. Zmaga lahko samo, če bi zdaj prišlo do intervencije NATO in tukaj se pa zdaj dogajajo neke zelo take, neki dogovori pod mizo in neke zelo nevarne iniciative. Prihaja do nove iniciative o ustanovitvi skupine voljnih, ki bi sodelovala v intervenciji v Ukrajini, če bi ukrajinska vojska bila pred razpadom. In treba je tudi videti, da čeprav vsi naši politiki to govorijo o enotnosti NATO, da še nikoli bi bil popularen enotno, kot je danes, absolutno to ni res. V NATO sta se izoblikovali dve skupini. Tako imenovana skupina Stare Evrope, to sta Nemčija in Francija, ki vendar ne meni, da Rusija je naša soseda in bo na koncu nek modus vivendi nujno potrebna, bo pa to atomska vojna. In druga skupina, ki jo vodi Poljska, skupaj z baltičkimi državami, Romunijo in deloma tudi Bolgarijo, ki se pa zavzema za absolutno vojaški obračun, skupaj z Združenimi državami Amerike, in obstaja možnost, da če bi ruska vojska zasedla pol Ukrajine, tam prebila blokado, tam po Bahmutu se razdela, da bi prišlo do intervencije poljske vojske in drugih, in da bi Poljska zasedla Galicijo, tisti del, ki je včasih že po drugo svetovno vojno imela. In danes je na Poljskem je 20,000 ameriških vojakov in Poljska dobiva danes. Poljska je stopila na mesto, ki ga je včasih v NATO imela Nemčija. Nemčija je danes totalno out, tudi ekonomsko, politiko, vojaško in tako naprej. Medtem, ko je pa Poljska z ameriško podporo dobila absolutno veliko podporo, moč, ona ima, pravijo, 20,000 vojakov že danes v Ukrajini. Ona mobilizira trenutno 300,000 vojakov, kar pomeni, da se Poljska pripravlja na vojaški spopad s pomočjo tudi baltičkih držav, ki so podobno agresivne. In treba je povedati, da to ni prva takšna vloga, ki jo ima Poljska v zgodovini. Tudi o vzrokih za drugo svetovno vojno zgodovina še ni rekla čisto zadnje besede. Zakaj? Ker so ruski zunanji minister, komisar za zunanje zadeve Litvinov, si je od 33. leta do 39. leta prizadeval za to, da bi ustanovil sistem kolektivne varnosti v Evropi, ki bi zaustavil nevarnost tega nacizma. Tudi Francija pa Anglija, čeprav so bili tako zelo previdni, so pristopili k temu. Glavna, ki je bila proti, je bila Poljska, poljski oficiri, polkovnik Bek, ki je bil zunanji minister, in oni so do konca to blokirali. Oni so blokirali sistem te varnosti, ker so rekli, da absolutno ne bodo dovolili prehod sovjetske vojske preko Poljske, če bi šli braniti Čehoslovaško in ta centralni del Evrope. To pomeni, oni so tako, če bi oni to dovolili, takrat Nemčija še ni bila toliko močna, bi mogoče se druga svetovna vojna drugače obrnila. In danes moramo reči, da je Poljska vse te animozitete do Rusije, ki so bile v preteklosti tudi upravičene, Katinski gost, poboji, vse tisto, kar je bilo,
Vsa ta prtljaga je prišla zdaj na dan in je Poljska absolutno glavna država znotraj NATO, ki jo po ameriški podpori zagovarja to vojaško reševanje oziroma celo nevarnost vojne rešitve oziroma direktni spopad med NATO in Rusijo, kar pomeni, to se ne ve, če bi bila konvencionalna vojna, kako bi se to izteklo. To je to. Ampak skratka, danes smo v situaciji, ko bo končnica najbolj zapletena in ni rečeno, da če pride do hitrega zloma ukrajinske vojske, da bomo priče širjenja ukrajinske vojne tudi na druge sosednje države in mislim, da bo blizu. Ena stvar je kršitev mednarodnih sporazumov. Jaz kršitve, recimo, dogovora o širitvi NATO ali pa manipulacije z sporazumom v Minsku ne bi primerjal oziroma ne bi postavil preprostega načaja med tema dvema in med sporazumom o denuklearizaciji Ukrajine. V bistvu smo eno uro, ali pa več smo govorili o tem, da vojna ni bila neizvana, da je bila izvana. Ne? In če je ta bila izvana, potem ne moramo preprosto govoriti o ruske agresiji. Niti ne moramo preprosto reči, da so Rusi prelomili sporazum o denuklearizaciji Ukrajine. Malo pred vojno mislim, da je bilo to zadnja slamca, ena zadnjih slamc, ki je Rusa pripravila do tega, da so sprožili to vojaško operacijo, je bila zahteva Ukrajine na Münchenski konferenci zopet, da izstopi iz sporazuma o denuklearizaciji in da dobi znova atomsko orožje. Nihče od zahodnih politikov, vsi so bili tam zbrani, ni temu porekel. Pred kratkim je Zelenski zahteval atomski napad, preventivni atomski napad na Sovjetske zveze. Skratka, to je del te zgodbe. Mislim, da je treba, to, da so zahodnjaki prelomili sporazum o Minsku, to jih Rusi niso izizvali. Medtem ko v tem drugem primeru ruskega odgovora na ta sporazum, če se naga sklicujemo, ali pa sploh na politiko Zahoda, pa so bili izzvani. In če so bili izzvani, to ne more biti preprosto in čisto agresija. In tle, ko govorimo o pravici do samoobrambe in tako naprej, o razlagi te vojne kot samoobramne vojne, ne gre samo za tehnično pravni vidik, ki je nastopil po priznanju Luganska in Donetska kot samostojnih republik, ko so Rusi govorili na klicno pomoč, ne? Ampak je treba vzeti zgodovino, 8 let pred tem, pa mogoče celo 6 let po ukrajinski neodvisnosti. Tako da ja, ti mednarodni sporazumi se ne spoštujejo, ne gre samo za to, da samo ena stran jih ne spoštuje, ampak ena stran jih sistematično pa sistemsko ne spoštuje, druga pa tudi, jaz bi rekel, v tem primeru posilo razmer. Druga pripomba se nanaša na vojno zdaj. Če gledamo spet, kaj govorijo vojaški analitiki, ne politiki, ne ameriški generali, ki igrajo politične vloge, je ukrajinska vojska že zlomljena. In Ukrajina je vojno že izgubila. Vprašanje je, kdaj bo to dejstvo priznano. Upam, da čim prej, da se spopadi prenehajo, da se preneha pobijati ukrajinsko prebivalstvo, ker država je dejansko depopularizirana in cel Zahod jo z neko nerazumljivo okrutnostjo sili v to, da vsak dan žrtvuje po par sto, po 1000 ljudi
ker pač to nas ne boli. Mi smo moralni. Je lahko biti moralen, če te ne boli. Če gledamo z vojaškega vidika, mislim, da je vojna že odločena, razen če prije do neke eskalacije v atomsko vojno. Drugi vidik tega je, da NATO preprosto nima sil, s katerimi bi stopil v direktni spopad z Rusijo, zato se gre to posredno vojno. V bistvu je Ukrajina de facto članica NATO od leta 14 naprej in de facto so vojaški strokovnjaki NATO, mogoče ne v nacionalnih uniformah, v Ukrajini, kjer upravljajo s temi bolj zahtevnimi sistemi orožja, ki jih dovolja Zahod. V Ukrajini so Poljaki, vendar ne kot NATO. NATO nima vojaških sil, nima orožja. Vse, kar so imeli, so izpraznili. Ta vojaška skladišča na Zahodu so izpraznjena in municija vsak čas ne bo več. Celo za samobrambo. Eno teh Scott Ritter, ameriški bivši obveščevalni oficir, večkrat prav, da je šla cela angleška vojska oziroma britanska vojska na en nogometni stadion, pa še vedno je bilo 30,000 nezasedenih sedežev. Skratka, dejanski podatki o vojaški moči NATO so takšni, da je vojaški spopad, direktni spopad izključen, ker če bi zahodne sile bile v poziciji, da bi se lahko vojaško konfrontirali z Rusijo, bi to že storili.